Curling je moštveni šport, podoben balinanju, le da ga igramo na ledu s težkimi, brušenimi kamni, tako imenovanimi stonesi. Curling je najbolj razširjen v Veliki Britaniji, Skandinaviji, ZDA in Kanadi. Curling je šport z dolgo tradicijo, saj njegovi začetki segajo vsaj do leta 1540, ko so ta šport, metanja kamnov po ledu, začeli igrati Škoti. Curling je postal olimpijski šport leta 1924 na zimskih olimpijskih igrah v Chamonixu in olimpijska disciplina ostal do leta 1932. Potem je do leta 1998 zamrl. Od leta 1998 so ga po 50 letih v Nagaru na Japonskem zopet uvrstili na program olimpijskih iger. V Sloveniji so curling začeli igrati leta 2010, ko je bila ustanovljena Curling zveza Slovenije. Gluhi so curling začeli uradno igrati leta 2007 na olimpijskih igrah gluhih v ameriškem mestu Salt Lake City v Utahu. Spletna TV je obiskala curling klub Zalog v ledeni dvorani Zalog v Ljubljani. Poglejmo, kako so se gluhi preizkusili v tem zanimivem športu. Curling je ekipni šport. V curlingu nastopijo 4 igralci, ponavadi ima ekipa 5 igralcev, še rezervo, nastopajo pa 4. Oni določijo kapetana, skipa, ki vodi igro in taktiko svoje ekipe, medtem ko drugi 3 rotirajo med sabo. Se pravi, ko prvi meče svoje kamne, drugi pa tretji pometata. Ko gre drugi metati svoje kamne, prvi pa tretji pometata in tako se menjajo v krogu. Ko pride do skipa, ga zamenja tretji igralec in skip odmeče še svoja 2 kamna. Igralec curlinga poleg kamnov potrebuje še primerno obutev. To so tako imenovani curling čevlji, ki imajo čevelj z drsnikom oziroma tako imenovanim slajderjem, s katerim igralec po ledu drsi, in čevelj z gumo oziroma tako imenovanim griperjem, ki mu služi kot nedrseča opora, ter metlo, ki služi pometanju, s katerim ustvari trenje med ledom in površino metline glave. Tako malce stopi kapljice, ki so predhodno nanešene na led, in zmanjša trenje, ki ga mora kamen premagati za upravljanje poti. Desna roka, leva noga. Vsekakor ta šport zahteva fizično pripravljenost in dobro ravnotežje, zlasti pri pometačih, ki porabijo največ energije. To je šport, ki zahteva tudi miselno in natančno delo. Drsi. Pa primete, pa dajte nogo v sredino. Curling se praviloma igra v ledenih dvoranah,
kjer so običajno 4 steze, dolge 44 metrov in široke 4 metre, popolnoma vodoravna ledena ploskev. Izrednega pomena pri pripravi ledu je tako imenovani pebble, to je poškropljena, razpršena voda, ki zamrzne takoj ob stiku z ledom. Na vsaki strani igralne površine je narisana tarča, tako imenovani house oziroma hiša. Hišo sestavljajo obroči, ki so zaporedoma rdeče, bele in modre barve. V curlingu ne potrebujemo sodnika, sodijo sami igralci, priznavajo napake in najbolj korekten šport, ekipni šport je to. 20 kg ima kamen, tako da okrog 12 let, pa vse do starosti. Tudi seniorje imamo, ne? Ravnotežje pa na vsak način najbolj pomemben faktor pri temu športu, ker je le treba kamen odriniti 45 metrov in je kar potrebno se uravnotežiti, da se ne bremzamo, ko se naslanjamo na eno stran ali pa na drugo stran, ko potujemo. Kamni so samo iz enega otoka na Škotskem. To je en granitni otok, ki tam odrežejo kamne, take velike bloke tega granita, to je res gost granit, kjer ne pronica voda noter. Evo ga. Ne! Pustite me. Ja, vidim, da sem trud, da bom povedal, ne? Oni morajo kdaj še gor pogledati, ne? Ja bo, ja, seveda bo. Od sredine kroga. Takrat nima nič kaj delati, ne? Pometači so pa nesli ta kamen noter, so ga pa nesli. Ko pometate ta svoj kamen naprej in greste še naprej in ga onega pometate, potem nasprotnik ne daje stran, veš stran, bom zdaj jaz naprej. Ne več, igralcev je več, tam več ne 8. Curling je za vrhunski šport, za te olimpijske, vsi so močni atleti, veliki tudi po 2 metra. Ko to vidiš, ne, vidiš, da to res rabi to pometanje, da se ta voda stopi pod pometanjem, da to res rabi enega res odličnega atleta. Ampak ker je šport za vse, ne, se pravi, da tudi rekreativno se lahko igra curling, tudi na zamrznjenih jezerih, če globoko zmrznejo, lahko prinesemo kamne, pa tam igramo. Tako da to res je za velike množice je curling, ne. Vsem gluhim in naglušnim, ki bi se v tem športu radi preizkusili, so v ledeni dvorani v Zalogu vse do konca aprila na voljo brezplačni treningi. Vse, kar morate narediti, je, da se predhodno prijavite prek e-naslova president@curling-zveza.si
pri gospodu Marku Šinkovcu ali pri predsedniku ŠZGS-ja prek e-naslova robert@zlajpah@gmail.si. Dobili boste tudi vso potrebno opremo. Za izposojo so na razpolago metle in posebni nastavki za čevlje, po katerih drsimo po ledeni površini. Kamni pa so last klubov in na voljo vsem igralcem. Ob prvem prihodu vas bodo vaditelji kluba z veseljem sprejeli ter vam razložili in pokazali vse, kar potrebujete za začetek.